Kot smo sporočili v dopoldanskem sporočilu za javnost, je bil predsednik republike dr. Danilo Türk predvčerajšnjim v torek 29. marca 2011 operiran na kliniki v Innsbrucku v Avstriji. Z veseljem vam sporočam, da predsednik po operativnem posegu uspešno okreva in bo predvidoma prihodnji teden že normalno opravljal svoje dolžnosti. S predsednikom smo vse te dni normalno v stiku. Danes dopoldne recimo smo se pred to tiskovno konferenco tudi pogovarjali in predsednik, kot rečeno, uspešno okreva. Torej, predsedniku republike so v okviru rednih zdravniških pregledov odkrili maligno bolezensko tkivo na prostati. Tvorba je bila odkrita v zgodnji fazi in je bila z operativnim posegom uspešno in v celoti odpravljena. Po temeljitih posvetih, konzultacijah s slovenskimi zdravniki je predsednik sprejel njihov nasvet, da je v danih okoličinah najbolj primeren robotski operativni poseg, ki omogoča hitrejše okrevanje in tudi hitro vrnitev v normalno delovanje posameznika, pacienta. Predsednik je pri tem upošteval tudi predlog zdravnikov, da se operacija izvede v Innsbrucku v Avstriji, kjer imajo prav s takšnimi robotskimi posegi zelo veliko dobrih izkušenj. Predsednik je stroške posega operacije v celoti plačal iz lastnih sredstev. Z nami je, kot smo napovedali tudi v vabilu danes na to izjavo, tudi primarij profesor dr. Andrej Kmetec, specialist urolog z kirurške klinike kliničnega centra v Ljubljani, ki bo lahko več povedal, odgovoril na vprašanja povezana z medicinskimi vidiki te zadeve, torej vprašanja povezana z medicinsko stroko. Vam pa že zdaj lahko povem in tu računam na vaše razumevanje, da seveda ne bomo šli v zelo veliko podrobnosti. Gre za zasebno varovanje osebnih podatkov, zasebnosti predsednika republike. Podatki, ki smo jih javno povedali, zadevajo njegovo delo kot predsednika republike in v tej zvezi vas že kot rečeno prosim za razumevanje. Morda samo še informacija. Pred posegom smo o nameravanem posegu obvestili predsednika državnega zbora, dr. Pavla Gantarja, ki po ustavi nadomešča predsednika v primeru zadržanosti in o posegu je bil obveščen tudi predsednik vlade, gospod Borut Pahor. Zdaj pa prosim profesorja dr. Andreja Kmetca, da odgovori na kakšno vprašanje. Ni pa to, bom rekel, kakšna zelo obširna tiskovna konferenca, kot sem že poudaril, ravno zaradi varovanja zasebnih podatkov, ki zadevajo predsednika republike. Prosim, gospod Kmetec. Pri gospodu predsedniku smo v okviru rednih pregledov, ki smo jih opravljali redno vsako leto, ugotovili na osnovi, torej ni imel nobenih posebnih težav strani sečil, vendar določeni kazalci so kazali na to, da bi lahko šlo za maligno obolenje in smo napravili vse preiskave, ki so potrebne za ugotovitev bolezni in za zamejitev bolezni in smo se na osnovi tega odločili ob konzultaciji tudi z drugimi zdravniki oziroma z onkologi, da je najbolj primerno zdravljenje kirurško zdravljenje. Ker pa kirurško zdravljenje je lahko več vrst kirurškega zdravljenja, glede na to, da je predsednik zelo zaseden oziroma ima dosti obveznosti, smo menili, da je način operacije z robotom najprimernejši oziroma smo iskali tudi način oziroma kliniko, kjer bi lahko izvedli poseg na osnovi svojih izkušenj. In izkušnje tukaj v Innsbrucku so izjemno velike, tudi operater ima za sabo že ogromno število zelo dobrih rezultatov na robotskih operacijah. Res je, da imamo trenutno robota tudi v Sloveniji, v Celju, vendar pa smo menili kljub vsemu, da je odločilno pri tem velika izkušnja in predvsem prednost v tem, da bi gospod predsednik čim prej začel, predvidevamo, že v nekaj dneh. Danes sem govoril tudi že z gospodom predsednikom, se normalno že sprehaja, opravlja že določene aktivnosti, tako da pričakujemo, da bo v nekaj dneh tudi odpuščen. V stiku sem tudi z operaterjem, odstranjena je bila v celoti prostata v zdravo, tako da kakšnega dodatnega zdravljenja ne bo potrebno in pričakujemo, da se bo
na osnovi tega operativnega posega, da bo njegovo zdravje povsem, torej da ne bo potrebno nobenega dodatnega kakšnega kirurškega posega ali pa zdravljenja v smislu rakastih bolezni. Hvala lepa. Kot rečeno, predsednik bo predvidoma prihodnji teden že prišel v Ljubljano in normalno opravljal svoje dolžnosti. O tem boste obveščeni z rednim napovednikom, kot je navada o dejavnostih predsednika in urada predsednika republike že jutri. Tako da to so tiste informacije, ki jih lahko in moramo povedati javnosti. Zdaj, če je kakšno vprašanje, bomo na kakšno vprašanje še odgovorili. Predvidevam, da predvsem profesor dr. Kmetec. Kot rečeno pa to ni prav kakšna zelo obširna tiskovna konferenca. Prosim, Katja Šeruga, mislim, da si, ali kdo je bil, se prevečujem, Helena Lenčič. Zdravo, Slovenija. Dejali ste, da ste se po posvetu s slovenskimi zdravniki odločili za to operacijo v Innsbrucku. V danih pogojih ste zapisali v sporočilu za javnost. Kaj natančno, kajti v Celju že od maja tudi to upravljajo, kakšne so njihove izkušnje, čim kaj je tisto, kaj je oziroma ali je predsednik Türk morda sam želel v Innsbruck? Torej, predstavili smo možnosti, predvsem pa izkušnje. Mislim, da vsaka metoda, nova metoda zahteva tudi določeno število operativnih posegov in več operativnih posegov, seveda, če je nekdo opravi recimo 30-50 operativnih posegov, je bistvena razlika z nekom, ki opravi 300 posegov in ta operater je imel že več kot 300 posegov. To je bil eden od takih odločilnih faktorjev in na osnovi teh izkušenj se lahko tudi bistveno skrajša ležalna doba, tudi sama operacija lahko bistveno hitreje in boljše poteka. In to je bilo ravno vodilo. Mi smo želeli, da kolikor je mogoče predsednik hitro okreva in se kolikor je mogoče hitro vrne v službo. Katja Šeruga, POP TV, pozdravljeni. Mogoče gospod primarni vprašanje za vas. Če lahko morda poveste, kdaj ste pri predsedniku republike postavili to diagnozo, torej da gre za maligno tkivo na prostati. Gospod Lajovic, vam pa vprašanje, kako bi odgovorili tistim, ki se danes morda sprašujejo, kljub temu, da je bila odločitev za operacijo v Innsbrucku, da ste že pojasnili, zakaj je bila odločitev za operacijo v Innsbrucku, ampak kako bi odgovorili tistim, ki se danes morda sprašujejo, ali predsednik republike na ta način morda ni na nek način izkazal ali pa izrekel ali pa pokazal neke nezaupnice do slovenskega zdravstva. No, to jaz mislim, da ni neka nezaupnica do slovenskega zdravstva, ampak predvsem tudi recimo z naše strani ena spodbuda, da bi tudi pri nas začeli, recimo prav v kliničnem centru dobili ta aparaturo tega robota, za te se zavzemamo in poleg tega pa mislim, da drugo vprašanje je bilo pa, kdaj je bilo. Diagnoza je bila ugotovljena približno pred 2 meseci. Mislim, da je dr. Kmetec že pojasnil odgovor na moje vprašanje. To nikakor ni nezaupnica, predsednik je to storil po nasvetu slovenskih zdravnikov. Tanja Gobec, prosim. Gobec TV Slovenija. Mene pa zanima, gospod Lajovic, za vas, zakaj ste se odločili, da o zdravstvenem stanju predsednika republike obvestite potem, ko je že bil operiran? Pri tem smo najprej upoštevali željo predsednika republike, hkrati pa se seveda zavedamo, da je predsednik šef države, predsednik republike, da so informacije v zvezi z njegovim stanjem tudi pomembne za javnost in da smo jih v določeni meri dolžni posredovati in smo jih v meri, za katero ocenjujemo, smo prepričani, da je ustrezna, tudi sporočili. Tako da je bilo tukaj upoštevana tako želja predsednika po zasebnosti, kot dolžnost do obveščanja oziroma pravica javnosti do obveščenosti. Prosim. Kako trenutno potekajo te operacije v kliničnem centru, glede na to, da še nimate reporta in pa koliko je teh operacij letno? Vemo, da je rak prostate pri moških trenutno najpogostejši, celo pogostejši od pljučnega raka. In pa še, ali razmišljate o nakupu robota? Vemo, da je to zelo drago. Kdaj bi ga lahko dobili?
Ja, trenutno potekajo operacije v kliničnem centru na klasičen način za kirurško odprto metodo. Seveda pa razmišljamo in si želimo, da bi pridobili, glede na to, da je veliko število teh operativnih posegov, opravimo jih preko 150 letno in se vsako leto povečujejo, da bi pridobili tudi to aparaturo robota, ki seveda to ni robot, ki bi opravljal delo samo od sebe. To z njim upravlja zdravnik, to so robotske roke, s katerimi lahko bistveno natančnejše, predvsem pa z povečavo, oddaljevanjem in tako naprej, boljše lahko operiramo. Čeprav tudi torej ti odprti kirurški posegi so enako dobri. Niso pa seveda, to opozarjam, vsak bolnik, vsak kandidat za operacijo ni primeren seveda za določeno za robotski poseg, oziroma pri vsakem bolniku se odločamo v veliki meri zelo individualno. Prosim. Še nekaj druga popteve, gospod Lajovic, ali mogoče izvedeti, na kateri kliniki je bil operiran in leži predsednik republike in kdo je operater? Ne, poglejte, to smo se po premisliku odločili, da ne, tudi pri tem spoštovali željo predsednika republike, ta podatek ni relevanten za njegovo zdravstveno stanje in ga upoštevaje tudi verjetno neko željo klinike, kjer se je to zgodilo, predvidevam, da bi tam bilo kar nekaj interesa slovenskih medijev, da tam normalno naprej delajo svoje delo, da tega podatka ne bomo sporočili javnosti, ker po našem mnenju ni nujen za celotno informacijo. Prosim. Strošek je v celoti poravnal predsednik republike sam in če bo on povedal, koliko je za to moral plačati, je pa verjetno boste lahko v Celju ali pa ne vem, še kje druge verjetno poprašali in dobili neko vsoto. Prosim. Anja Gorenc, STA. Mene pa zanima, kakšne so sicer čakalne dobe za to operacijo v Sloveniji? Čakalne dobe so približno od 2 do 3 mesecev. Tako da to pomeni čakalna doba od ugotovitve bolezni pa do same operacije. Namreč pri tem je treba poštevati, pri ugotovitev bolezni je ugotovljena takrat, ko je tudi histološko ugotovljena. Ne na osnovi samo kakšnih drugih preiskav, ampak histološko ugotovljena po takem histološkem preiskavi, pravimo biopsiji prostate, je priporočljivo počakati saj 6-8 tednov po tej biopsiji, če je potreben operativni poseg. To je potem približno v tistih okvirih, ki so še priporočljivi. Hvala lepa, profesor dr. Andrej Kmetec. Še eno vprašanje, morda, potem pa bomo zaključili. Jaz bi samo z tega primitivnega vidika še eno vprašanje, namreč je to počenje pogostejših rakov pri moških. Ali morda se prizadevali za to, da bi uvedli neke vrste skrininga za ugotavljanje te bolezni? No, to je zelo primerno vprašanje. Mislim, da je glede na to, da je rak prostate zelo narašča v Sloveniji in da je postal najpogostejši rak pri moških in se tudi življenjska doba oziroma starost bolnikov zelo znižuje. To ni več bolezen nekoč, kot je bila predvsem starejših, ampak predvsem v tistih v srednji življenjski dobi. Si sicer prizadevamo za screening široko, vendar v strokovnih krogih je bilo še do pred nekaj leti priporočeno ne screeninga. Mi smo se seveda tega držali. Kljub temu ne povsem. Vsakdo, ki pride v urološko ambulanto po 50. letu, je poslan na tale izvid oziroma preiskavo PSA-ja, prostatičnega specifičnega antigena. To smo delali nek skriti screening, čeprav širok screening v tem smislu, kot je recimo program SWIT ali pa DORA, ni bil izveden. Bi bilo pa priporočljivo, da bi en tak program se tudi v Sloveniji izvajal. Se že kje izvaja? Zaenkrat, recimo, en tak širok screening se je od nekoč izvajal na Tirolskem.
ravno v Innsbrucku in dokazano je bilo tudi, so dokazali za študijem, da se je umrljivost za raka tudi pri njih pravzaprav v edini regiji pravzaprav v Evropi znižala. Medtem ko se bo drugod tako pojavnost raka kot zaradi zgodnega odkrivanja in tudi zaradi širokega skrininga, ki se ga pa drugod ni delalo v takšni meri. Razen seveda, kot sem rekel, vsakdo, ki je prišel moški v urološko ambulanto po 50. letu, je bil preiskan v tej smeri. Ne glede, če je imel kakršnekoli druge težave tudi. Primarij, gledajte, samo še eno vprašanje. Ampak res zadnje vprašanje, lepo prosim. Povsem prekovalno vprašanje, kakšna je, glede na to, da je rak prostate, pravite, pri moških najpogostejši rak v Sloveniji, da narašča, da vedno mlajši moški zbolevajo za to boleznjo, kakšen je odstotek ozdravljivosti po zadnjih podatkih? To vam mislite v Sloveniji? Ja. Torej, teh podatkov na žalost vam ne morem dati. Je pa tako, tole vam pa lahko rečem, da še danes praktično v 70-ih, preko 70-ih, skoraj 80% ugotavljamo rak v zgodnji fazi, se pravi takrat, ko je omejena samo prostato. Ravno zaradi tega širokega odkrivanja, medtem ko še 10-15 let nazaj smo ga v veliki meri odkrivali takrat, ko je bil že razširjen. Kajti rak prostate ne povzroča nobenih težav. Tudi gospod predsednik ni imel s te strani predvsem nobenih težav. In seveda dokazovati nekomu samo na osnovi neke preiskave, mečkene preiskave, da je bolan, je, verjemite, težko. Ne samo njemu, ampak kateremu koli moškemu v, recimo, srednji življenjski dobi, v polni aktivnosti. Hvala lepa, spoštovani novinarke in novinarji, da ste se udeležili današnje mini tiskovne konference. Hvala lepa.